Tema, ki bi jo rada predstavila, je sovražni govor v Kazenskem zakoniku. Namreč šli bomo kar zelo tehnično, zato ker se mi zdi, da okrog tega še vedno obstaja precej nekih nejasnosti oziroma predvsem na diskurzivni ravni, v smislu, vsi govorimo o sovražnem govoru, pričakujemo od organov pregona, da bodo na to temo delovali, ga preprečevali, ga kaznovali. Hkrati pa, če pogledamo v Kazenski zakonik, besede sovražni govor ne bomo našli. Našli bomo nekaj drugega, to je neka ožja oblika sovražnega govora, lahko bi rekli tudi tista najbolj ekstremna oblika sovražnega govora, ki ima lahko posebej hude posledice. Zdaj bomo poskušali to predstavitev izpeljati z enim takim light showom. Očitno upam, da bo šlo. Mogoče, če se ne dotikamo. Ne, vse v redu, samo ne. Nek kratek stik je, ne? Ja, samo ne vem. Bom poskušala, no? Potem pa, če bodo težave, pa ja. Vi kar govorite. Skratka, tole je člen, ki je v bistvu edini člen, s katerim si lahko pomagamo v Slovenskem kazenskem zakoniku. Glasi se približno takole, ne bomo vsega brali, samo ključne elemente bom povzela. Torej, gre za kaznivo dejanje, kdor javno spodbuja, razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na eni od naštetih osebnih okoliščin. Kot vidimo, so te osebne okoliščine naštete primeroma, kar pomeni, da njihov seznam ni izključen, ampak lahko pod to splošno sintagmo katerakoli druga osebna okoliščina štejemo tudi ostale osebne okoliščine, ki tukaj niso naštete. Torej, poleg teh morda malo bolj znanih, narodnostno, rasno poreklo, versko poreklo, lahko hkrati seveda pridejo upoštev tudi tiste, ki niso naštete in tukaj bi morda glede na slovenski kontekst jaz izpostavila predvsem na primer spolno identiteto in spolni izraz. To je tista, kar v zakoniku ni izrecno našteto, je pa prav tako lahko razlog in tudi je pogosto razlog v svetu za spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Zelo pomembni sta te dva dodatka, torej, vi sploh ne vidite, v redu. Skratka, kdor javno spodbuja sovraštvo, nasilje ali nestrpnost zaradi neke osebne okoliščine, pri tem pa mora biti dejanje storjeno na način, da bodisi prvič lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali drugič, da je to dejanje storjeno z grožnjo, zmerjanjem ali žalitvijo. Torej, temu osnovnemu dejanju je bilo leta 2011, ko je bil spremenjen Kazenski zakonik na tem področju, sta bila dodana še te dva dodatna pogoja. Torej, prvi, da lahko ogrozi ali moti javni red in mir, drugi pa, da gre zraven še za grožnjo, zmerjanje ali žalitev. In bomo o tem še malo bolj podrobno govorili. Torej, na splošno lahko ugotovimo najprej, da gre za v Kazenskem zakoniku pri tej določbi za enega od redkih primerov, ko je storilec lahko obsojen izključno zaradi svojih besed. Torej, v Kazenskem zakoniku resnično ni veliko takih primerov, ponavadi je treba še nekaj zraven delovati, torej mora biti ne samo beseda, ampak tudi dejanje, bodi si storitveno, bodi opustitveno. Tukaj pa gre dejansko za besede. Takšnih primerov je samo še nekaj v Kazenskem zakoniku, vsi so povezani z osebnostnimi pravicami, kot je na primer razžalitev ali pa žaljiva obdolžitev in podobno. Skratka, tisto, kar se lahko preganja na zasebno tožbo, to, kar je pa po uradni dolžnosti, pa je to dejansko eden od izjemno redkih primerov, ko je to sploh možno. Torej, da beseda lahko povzroči kazensko pravno sankcijo. Gre, kot vemo, za konkretizacijo 63. člena Ustave, ki prepoveduje vsakršno razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, tako da tukaj gre za neko razliko. Ustava prepoveduje vsakršno razpihovanje, vendar kot kaznive šteje samo tiste primere, ki dosežejo prag iz Kazenskega zakonika. In kot rečeno, termin sovražni govor v kazenskem pravu niti ne obstaja. Gre bolj za neko sociološko kategorijo, morda tudi kriminološko, o čemer bo dr. Petrovac govoril več v nadaljevanju. V tem striktnem smislu kazensko-pravnem pa ta beseda ni v uporabi, ni termin, ki bi ga našli v kazensko-pravni terminologiji. Kot vemo, gre za izjemo od svobodo izražanja, ki je ustavno-pravna kategorija, prav tako zavarovana tudi na ravni Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Svoboda izražanja seveda je pomembna, zato ker, kot vemo, Svet Evrope je eden od ključnih akterjev na tem področju in svobodo izražanja šteje kot tisto, ki je pomembna za spoštovanje svobode in za zagotavljanje demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. To je to ozadje, ki ga Svet Evrope zasleduje.
Evropsko sodišče za človekove pravice šteje svobodo izražanja kot enega temeljnih pogojev za napredek družbe in za razvoj vsakega posameznika, tako da to so te temelji, ki so vsekakor ves čas v ozadju, tudi ko govorimo o sovražnem govoru, vendar pa po drugi strani svoboda izražanja ni absolutna pravica in sega samo do tam, ko doseže pravice drugih, tam se ustavi. In če tukaj si konkretno pogledamo priporočilo Sveta Evrope, ta namreč pravi, da je potreba po zaščiti demokratičnega družbenega reda pred naraščajočo grožnjo nestrpnosti, napadalnega nacionalizma in totalitarnih ideologij. In ta potreba je tako močna, da je potrebno tudi preprečevati sovražni govor in s tem omejiti pravico do svobode izražanja. Kar potem tudi pomeni, da tiste informacije, ki so posredovane v javnost kot sovražni govor, ne uživajo varstva tako po ustavi kot tudi ne po Evropski konvenciji. In še dodatno je treba vedno omeniti, da v bistvu sovražni govor ne pomeni izvrševanja pravice, torej svobode izražanja, ampak pomeni njeno zlorabo. To je tista ključna razlika. Tudi Evropska unija je na tem področju aktivna, sicer vemo, da Evropska unija ne obstaja zaradi človekovih pravic, ampak zaradi ekonomskih razlogov, vendar je na tem področju sprejela en okvirni sklep, ki velja tudi za Slovenijo. Tukaj je naveden, to vidimo, je navedena točna številka, če si kdo želi malo bolj podrobno pogledati. In kar je ključno v tem okvirnem sklepu tudi za naš današnji pogovor, za naš današnji simpozij, pa je to, da je v tem okvirnem sklepu priporočeno, da naj se kot kazniva dejanja opredelijo tudi tista dejanja spodbujanja sovraštva, nasilja, nestrpnosti, ki so bila storjena na tak način, da lahko ogrožajo ali motijo javni red in mir in v primeru, če gre za grožnje, zmerjanje ali žalitev. In tukaj posebej opozarjam na besedico lahko, torej dejanja, ki lahko ogrožajo javni red in mir. Bomo potem pogledali, zakaj je to pomembno. Zdaj, če gremo po posameznih znakih tega kaznivega dejanja, prvi najbolj očitni je to, da mora iti za javnost, torej mora iti za nek javni kraj, ki mora biti tudi dosežen. Torej, če je imel posameznik namen svoje besede spraviti v javnost, naprimer preko intervjuja, pa mu to ni uspelo, ker se je recimo urednik odločil, da intervjuja ne bo objavil, potem ne moremo govoriti o kaznivem dejanju. Takrat govorimo o kaznivem dejanju, ko dejansko govor, beseda tudi doseže javnost. To konkretno pomeni v medijih, pred večjim številom ljudi, na javnem kraju, naprimer na ulici, na trgu, v javnem prostoru, v katerega ima možnost vstopa nedoločen krog ljudi. To je pomembno, nedoločen krog ljudi. In seveda hkrati sodi zraven tudi razširjanje tovrstnih idej na spletu, zlasti so pomembna tukaj družbena omrežja. Ni seveda izpolnjen pogoj javnosti, če gre za neko zasebno korespondenco, tudi če je ta zasebna korespondenca namenjena večjemu krogu ljudi, vendar pa mora biti ta večji krog ljudi zamejen. Torej, točno se mora vedeti, kdo je ta krog ljudi. Naprimer, če so to člani društva, potem je to zamejen krog ljudi, potem to ni javnost. In če je bilo namenjeno to samo članom društva, brez da se to recimo objavi na spletu, ki je na strani, ki je javno dostopna vsem, potem ni izpolnjen pogoj, da bi šlo za kaznivo dejanje. Tukaj je morda najbolj zanimivo opazovati prav družbena omrežja. Če povem samo nekaj primerov v zvezi s Facebookom in Twitterjem, ki sta v Sloveniji najbolj razširjena. Na Facebooku, kot vemo, imamo zasebne profile in javne profile. Če oseba nekaj objavi na javnem profilu, ki je dostopen vsem, potem se šteje, da je beseda njegova ali njena dosegla javnost. Če je to objavila v zasebnem profilu, kjer ima dostop samo njegovo število, torej tisti, ki so njegovi Facebook prijatelji, potem to ni namenjeno javnosti. In drugi primer je odprte skupine in zaprte skupine. Kot vemo, so skupine še zlasti relevantne v tem kontekstu spodbujanja sovraštva proti beguncem v tem trenutku, ker se ustanavljajo prav v ta namen. In seveda je razlika, ali gre za odprte ali zaprte. Odprte so tiste, v katerih se lahko sam prijaviš, kjer moderator ne odobri tvojega vstopa. Te so v bistvu vidne vsem, ki imajo Facebook račun, ali pa recimo označiš samo, da ti je stran všeč in si s tem že član te skupine, že dobivaš njena sporočila. V tem primeru štejemo, da je sporočilo doseglo javnost. Če pa gre za zaprte skupine, kjer mora moderator odobriti tvoj vstop, potem štejemo, da sporočilo ni doseglo javnosti. Tudi če potem nekdo tvoj status deli naprej, recimo, da ti na svojem zasebnem profilu objaviš status in če ga nekdo deli naprej in je potem viden ne samo tvojim prijateljem, ampak tudi prijateljem tvojega prijatelja, v tem primeru ravno tako ne moremo govoriti, da je oseba imela namen, da bo šla stvar v javnost, ampak samo njegovim prijateljem. To so pač te detajli, ki so pomembni za kazensko-pravne vidike. Pri Twitterju je nekoliko drugače, kot vemo, pri Twitterju vsakdo, ki ima Twitter profil, so njegovi tviti javno razvidni.
V tem primeru ne moramo govoriti, da samo recimo sledilci so tisti, ki jim je bilo sporočilo namenjeno, zato ker tam so dejansko Twitter sporočila vidna tudi tistim, ki ne sledijo, pa imajo Twitter račun, če recimo poiščejo po neki ključni besedi ta konkreten tweet. Za Twitter v bistvu velja samo za ta zasebna sporočila, ki si jih uporabniki sporočajo med sabo, da je to tisto, kar ne doseže javnosti, vse ostalo javnost doseže. Zdaj, naslednji kazensko-pravni znak je spodbujanje, torej ni vsako izražanje mnenja tudi spodbujanje in kaznivo dejanje in vprašanje je, ali lahko določenemu mnenju pripišemo lastnost spodbujanja ali razpihovanja. Torej, gre v bistvu za presojo, ali lahko govorimo o nekem prepričevanju, o neki mobilizaciji proti javnosti k sovraštvu in izključevanju, ali tudi k negativnim čustvom. In tukaj je zanimivo omeniti recimo primer Le Pen, ki ga je razsojalo Evropsko sodišče za človekove pravice, ker v tem primeru je francosko kazensko sodišče obsodilo Jean-Marie Le Pena zaradi izjave, da veliko število muslimanskih priseljencev pomeni nevarnost za Francoze. Torej, kot vidimo iz te izjave, rekel je samo to in nič drugega v tem kontekstu. Kot vidimo iz te izjave, ni nekega očitnega spodbujanja, ni nekega klica ali k orožju, ali k pogromu, ali k ubijanju, ali čemorkoli drugemu, kar sicer lahko recimo v Sloveniji vsakodnevno opazujemo prav na družbenih omrežjih, ki so javno, torej na tistih straneh, ki so javno dostopna. Izrekel je samo to. Kljub temu ga je francosko sodišče obsodilo po svoji kazensko-pravni zakonodaji in kar je pomembno je to, da je Evropsko sodišče za človekove pravice njegovo pritožbo zavrnilo in je štelo, da je francosko sodišče ustrezno preganjalo to kaznivo dejanje in da je to ustrezno označilo kot spodbujanje. Čeprav dejansko torej upoštevalo je seveda položaj tega človeka, njegov vpliv na javno mnenje in na to, da je njegov namen bil v spodbujanju sovraštva. On ni rekel tega kar tako, zato ker bi tako mislil in nikoli več o tem ne bi govoril, ampak ravno obratno. Kar naprej je o tem govoril in s tem, ko je kar naprej o tem govoril in uporabil to vrstne negativne predznake za določeno skupino ljudi, je sodišče štelo, da je šlo za spodbujanje. Kot rečeno, je bila naša kazensko-pravna zakonodaja leta 2011 spremenjena na način, da je postala milejša za storilce, kar v bistvu hkrati pomeni, da se je prag za kazensko-pravni pregon zvišal, zato ker sta bila dodana te dva dodatna pogoja, ki sem jih zdaj že večkrat omenila. In ključno vprašanje seveda tukaj ki se pojavlja je, kako resna mora biti grožnja za javni red in mir. In tukaj navajam en primer Višjega sodišča v Ljubljani. Višje sodišča v Sloveniji sicer niso prav pogosto še odločala o tovrstnih primerih, vendar tukaj je en konkreten primer, ki pa je v presoji, kako resna mora biti ta nevarnost, zapisalo naslednje. In sicer, da gre za kaznivo dejanje le v tistih primerih, ko lahko glede na konkretne okoliščine ogrozi ali moti javni red in mir. Po stališču sodišča mora biti podano konkretno ogrožanje, ki se mora pokazati v neposredni nevarnosti, posegu v telesno, duševno celovitost posameznika in tako naprej. In potem opozarjam naslednji stavek. Dejanje mora biti tako hude narave, da do kršitev ne pride samo zato, ker so pravočasno posredovali organi pregona. Ne? Tako da to je napletlo zdaj, malo sem grdo rekla, ampak dobesedno napletlo Višje sodišče v takem konkretnem primeru in lahko opazimo takoj, da sodna praksa to vrstna odstopa od zakonske dikcije. Namreč zakonska dikcija ne govori o kakršnikoli konkretni nevarnosti, obratno govori o tem, da bi tista izjava lahko ogrozila javni red in mir. To pa lahko pomeni tudi abstraktno nevarnost. In tukaj imamo zdaj en velik problem v Sloveniji, ker smo prišli do točke, kjer se naša kazenska zakonodaja bistveno razlikuje od sodne prakse. Zakaj do tega prihaja? Ključni razlog je v pravnem stališču Vrhovnega državnega tožilstva, ki ga je tožilstvo samo za svoje namene, torej za namene tožilstva, izoblikovalo zato, da bi lažje ugotavljalo kazenske znake tovrstnih dejanj. In sicer v tem konkretnem pravnem stališču lahko vidimo, da ne more biti kaznivega dejanja, če v posledici ravnanja storilca ni prišlo do ogrozitve ali motenja javnega reda in miru. To pa v bistvu pomeni, da to pravno mnenje bistveno spreminja dikcijo v zakonu. Namreč odstopa od tega, da je dovolj samo, da lahko pride do ogrozitve javnega reda miru, ampak mora po stališču Vrhovnega državnega tožilstva tudi že priti do ogrozitve ali motanja javnega reda in miru. In problem je v tem, da tega tožilstvo ne pravi samo za tista dejanja,
kjer obravnavamo potencialno kršitev za javni red in mir, ampak tudi za tista druga, kjer govorimo o dejanju, ki je izvršeno z razžalitvijo, zmeranjem ali grožnjo. Se spomnite, tisti drugi pogoj. Skratka, tožilstvo v bistvu dodaja dodatni pogoj tudi k tistemu drugemu delu kazensko-pravne dikcije in s tem v bistvu zamegljuje to alternativnost, ker mi imamo zdaj v zakonu napisano ali takšna dejanja, ali takšna dejanja in pri drugem delu, tam, kjer je potrebno dokazati zmerjanje, žalitev in tako naprej, tam nič ne govorimo o kršenju javnega reda in miru v zakonu, v stališču tožilstva pa. In posledica seveda je, da je potem sodna praksa v Sloveniji takšna, kot je, in to je en velik problem, ki ga je treba na nek način premakniti. Kaj so posledice, s tem tudi zaključujem, namreč posledica je, da je praktično dovoljeno reči karkoli, zato ker je tisto konkretno nevarnost za javni red in mir izjemno težko izkazati, oziroma v malo primerih pride do tega, da bi prišlo dejansko do tudi neke kršitve javnega reda in miru, hkrati se pa vpije in piše in kriči vse ostalo, ne? Torej tudi pozivanje k pogromu, tudi pozivanje k uporabi orožja, k izgonom in tako naprej. Posledica je, da redko kateri primer doseže prag iz pravnega mnenja vrhovnega tožilstva, pri čemer pa marsikateri primer doseže prag iz kazenskega zakonika. To je ta ključni problem, ki ga opažamo. Nadalje seveda kazenskega pregona in zlasti obsodb skoraj ni. Kazenski pregon recimo se zgodi v okoli 50 primerih na leto, torej tožilstvo vloži približno 50 obtožnih predlogov na leto, pri čemer pa potem na sodiščih do obsodb skoraj da ne pride zaradi tega. Obstajajo samo 4 sobe višjega sodišča, kot rečeno, tista najbolj znana v primeru Cafe Open je bila razveljavljena, kot vemo, iz drugih razlogov, torej zaradi hrambe, nezakonite hrambe DNK podatkov, ne zaradi kakšnega neizpolnjevanja znakov kaznivega dejanja. Pri tistem dejanju smo dejansko lahko gotovi, da je do tega prišlo, vendar je bila razveljavitev potem posledica nečesa drugega. Posledica je potem tudi, da naša sodna praksa bistveno odstopa od prakse Evropskega sodišča in tudi od tujine. Naj recimo omenim primer Vejdeland proti Švedski, kjer je skupina kako bi rekla, retradicionalističnih aktivistov širila letake, v katerih je bilo zapisano, da so istospolno usmerjeni posamezniki, prenašalci virusa HIV in tako naprej. In zaradi takih letakov je bila, torej k ničemur ni spodbujala, ne? Ampak je bila ta skupina zaradi tega obsojena in tožilstvo je potrdilo, Evropsko sodišče je potrdilo takšno obsodbo. V Sloveniji do tega nikoli ne bi prišlo, ker je dovoljeno kakršnekoli letake praktično raznašati, če ga potem vsak mirno vzame in gre z njim domov, če potem recimo še česa ne razbije zraven, ne? Ker ni prišlo do kršenja javnega reda in miru s tem. Ne? In posledica je tudi v tem, da storilci, ki so bili v tujini spoznani za krive, v Sloveniji večinoma ne bi bili. In kar je najbolj zanimivo, pa je to, da storilci, ki so bili v preteklosti v Sloveniji spoznani za krive, po tisti prejšnji dikciji kazenskega zakonika danes ne bi bili. Torej za recimo neko izjavo, ki jih je danes po spletu vse polno, je v preteklosti prišlo do kazenske obsodbe še ne toliko nazaj, dobro, relativno zdaj to že 10 let, leta 2005, danes do kazenske obsodbe zagotovo ne bi prišlo. In to je tisto, o čemer moramo razmišljati in o čemer tudi neprestano nekako opozarjamo našo kazensko pravno stroko. Hvala lepa.